Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo pokukali v savano, kjer živi veliko čudovitih živali. Med drugim tam prebiva tudi droben mišek, ki si želi postati lev. In ne boste verjeli, mali mišek se je nekega dne res opogumil in poiskal leva. In kaj se je zgodilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v rimah z naslovom Lev v srcu. Sredi savane zlat pesek žari, nad njim skalni stolp ves ponosen stoji. V zavetju iz skal drobna hišica ždi, v njej tih in prijazen rjav mišek živi. Kot seme je majhen, kot zrno soli, če nisi pozoren, ga videti ni. Kot robina okrog se za hrano bori, od vseh je pozabljen in vsega skrbi. Ja, mišje življenje boli. Medtem pa na skali močan lev leži, kot sonce pomemben sam sebi se zdi. Kraljevska zverina je modre krvi, najhujši sem tukaj, glasno zarjovi. Je vodja krdela, bahavo kriči in nožici kaže razkošje moči. Pred njim sta ponižna še bivol in slon, in mišek želi si, da bil bi kot on. Namesto da cvilim, se vsega bojim, izdavil bom grrr, tako jaz renčim. Še vedno bom drobcena, rjava žival, a laže mi bo in ne bom se več bal. Poiščem nekoga, ki me nauči, kako drobno bitje lahko zarjovi. A kaj če učitelj, ga zdaj zaskrbi, me raje pohrusta in stremi kosti? Poskusiti moram, je mišek dejal, dovolj sem se skrival, dovolj trepetal. Odločil se je in na pot se podal, da premagal bi strah in pogumen postal. Kako naj na svetu karkoli storim, če najprej sam sebe ne spremenim? Na skalo je plezal, se mučil, potil, lev mu se bliže in bliže je bil. Prišel je do vrha, na prstkih stoji, z levom si zreta iz oči v oči. Gospod, oprostite, imate obisk. Ponižno vas prosim, zaupajte mi, saj mojster ste pravi, kako se rjovi. Nad vročo savano tišina lebdi. Začudeni lev si pomane oči. Potem se prestraši in spet zamiži in sapo zajame, zacvili dolg. Le kaj se dogaja? Lev kremplje je skril, hudo presenečenje sapo lovil. Nikar me ne rani. Glas mu drhti, šmentana reč, lev se miške boji. Ne boj se me, prosim, ga mišek miri, od mene prijatelja boljšega ni. Takrat se trenutek čaroben zgodi. Mišek, velik v srcu, se v leva levi. Nič več se ne čuti ubožno kot prah. Ni treba rjoveti, ker ni ga več strah.
Od takrat sta delila si dneve, noči in skupaj preganjala črne skrbi. Od tedaj lev rjovel je lepo za oba in vmes se je smejal, ha, 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 ha. Takrat sta spoznala skupaj oba. Le če v srcu si lev, to res nekaj velja. Kako srčna pravljica, kaj ne? Prav zares. In ubogi mišek, kaj vse je moral preživeti in pretrpeti. Moram pa reči, da občudujem njegovo odločitev, da se spremeni, ter izjemen pogum, da je pristopil do samega kralja živali. Bravo, mišek, uspelo ti je. In ne samo to, zares je postal velik v srcu, srčen. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Drobcena Gerda, ki prav tako ni zadovoljna s svojo majhnostjo, vse dokler ne spozna in pogumno reši še manjšega jaka od sebe. Res luštna pravljica. Otroci, uživajte, lepo se imejte in bodite srčni prav vsak dan. Čau, čau in en levji pozdrav. Bravo, mišek. Super. Si pa res pogumna, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, 10. februarja leta 2024, praznuje svoj 8. rojstni dan Emanuela. Draga Emanuela, vse najboljše ti želim, ter veliko igrivih, nasmejanih ter srečnih otroških dni. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici o prijateljstvu z naslovom Rada te imam takšnega, kot si. Ježek in Miška sta bila najboljša prijatelja. Skupaj sta se igrala skrivalnice in kopala luknje. Ali pa sta plesala in prepevala. Vseeno je bilo, kaj sta počela, da sta le vse počela skupaj. No, Ježek se ni kar na lepem spomnil, da ima rad Miško. Le povedal ji tega nikoli ni. Ampak to bo storil zdaj. Pohitel je k Miški in se spotaknil. Puf, puf, puf. Au! Je zakričala Miška. Oprosti, je rekel Ježek. Ali si v redu? V redu sem, je rekla Miška. Samo nekaj časa želim biti sama. Ježek je žalosten odšel. Na drevesu je zagledal veverici, ki sta se zaljubljeno gledali. Ko bi bil vsaj tako puhast kot oni dve, si je mislil Ježek. Potem je naletel na zajčke. Če bi le imel tako mehak kožušček, kot ga imajo zajčki, potem bi tudi jaz lahko skakljal naokrog in se crkljal. Ali če bi imel tako gladko kožo kot žaba, lahko bi poskakoval z lista na list in se potapljal. Ali če bi bil tako volnat kot ovčke, z veseljem bi tekel po travniku. Ali če bi imel tako puhasto perje kot račke,
Ko je opazoval druge živali, si je želel, da bi bil drugačen. Kako rad bi bil mehak in puhast. Pri ribniku se je ježek žalostno zazoril v svoj odsev. To, kar je videl, je bilo vse kaj drugega, kar bi si želel. Zagledal je nerodnega, bodičastega ježka in pri srcu ga je zbodlo. Potem pa ga je nenadoma presenetil miškin glas. Kje pa si bil? Vse povsod sem te iskala. Ampak saj si hotela biti sama, kaj ne? Se je začudil ježek. Zate sem spletla pulover, je rekla miška. Zame? Je bil presenečen ježek. Ampak zakaj? Zato, je rekla miška in ga objela. Ježek je zdaj vedel, da druge lahko zbode, toda miška ga je imela rada takšnega, kot je. Kako ganljiva pravljica, ne? Pravljica s čudovitim sporočilom. Bravo, ježek in miška. Resnično sta odličen vzgled za pravo prijateljstvo. Ne glede na ovire, s katerimi nas življenje velikokrat sooča, je pravi prijatelj tisti, ki nam bo vedno znova stal ob strani, ter nas sprejel takšnega, kot smo. Prav zares, ena izmed lepših pravljic. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni prikupni pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči, ki prav tako pripoveduje o prijateljstvu. Otroci, uživajte s svojimi prijatelji. Tebi, Emanuela, pa še enkrat želim vse najboljše za 8. rojstni dan. Čau, čau. Se kmalu spet poslušamo. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici, ki jo poklanjam tudi malce starejšim, bomo spoznali, kako lahko ljubezen izrazimo na poseben način. Namreč odšli bomo v deželo, v kateri moraš besede, preden jih izgovoriš, kupiti. Ja, zelo srčna pravljica je pred nami, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Dežela velike tovarne besed. Nekje daleč je dežela, kjer ljudje le redko govorijo. To je dežela velike tovarne besed. V tej čudni deželi moraš besede kupiti, da pa jih lahko izgovoriš, jih moraš pogoltniti. Velika tovarna besed neumorno tiska besede noč in dan. Stroji ves čas ropotajo in iz njih se vijajo trakovi neštetih besed vseh vrst in oblik. V tej nenavadni deželi je govoriti drago. Nekatere besede so več vredne od drugih. Privoščijo in izgovorijo jih lahko le redki premožni prebivalci. Revni ljudje pa morajo včasih prebrskati celo smeti. Vendar nemarno odvržene besede niso kaj prida. Marsikdaj se med smetmi najde kakšna kot kravjak ali konjska figa. V času razprodaj lahko besede kupiš po znižani ceni in dobiš jih zares ugodno. A kaj, ko je veliko takih,
ki so popolnoma neuporabne. Le kaj lahko poveš z besedo trebuhljač ali filodendron? Sem in tja kakšno besedo odpihne veter. Takrat otroci hitro skočijo po mreže za metulje in jih lovijo. Zelo ponosni so, če lahko staršem povedo besedo ali dve. Filip je tokrat v svojo mrežo ulovil 3 besede, a jih danes ne bo izrekel. Prihranil jih bo za nekoga prav posebnega. Jutri je namreč Sarin rojstni dan in Filip jo ima zelo rad. Želel bi ji reči, rad te imam, pa nima dovolj denarja. Zato ji bo povedal kar tiste 3 besede, ki jih je ulovil. Češnja, prah, stol. Sara je njegova soseda. Filip pritisne na zvonec. Ko odpre vrata, se deček le nasmehne, saj ne more pozdraviti. Živjo, kako si kaj? Ker nima toliko besed. Sara mu nasmeh vrne. Zelo lepa je v češnjevo rdeči oblekici. Za njo stoji Oskar in Filip Oskarja ne mara. Njegovi starši so prav nesramno bogati. A to ni razlog za Filipovo sovraštvo. Oskar se ne smeji. On govori: Saro, ljubim te z vsem srcem, draga Sara. Ko odrasteva, vem, da se bova poročila. Ojoj, v tem stavku je toliko bogatstva. Filip je obupan. Oskarjeve oči kar žarijo od samozavesti, Sara pa se še naprej smehlja. A Filip ne ve komu. Deček pomisli: moje besede so tako preproste. Vendar zbere pogum, globoko vdihne in začuti vso ljubezen, ki jo nosi v srcu. Nato dahne ulovljene besede, ki zaplavajo k Sari kot mavrični metulji v letu. Češnja, prah, stol. Nasmeh na Sarinem obrazu izgine in začudeno ga pogleda. Zdi se, kot bi ostala brez besed. Nato se mu počasi približa in ga plaho poljubi na lice. Ubogemu Filipu je ostala le še ena samcata besedica. Nekoč jo je našel v smeteh med kravjaki in konjskimi figami. Njegova najljubša beseda je in hranil jo je prav za posebno priložnost. In danes je ta dan. Nežno pogleda Saro v oči in reče: še. Nedvomno pravljica, ki seže v srce. Kaj ne? Namreč besede, ki jih povemo iz srca, povedo mnogo več, kot je njihov pomen. Dotaknejo se naših src. In bogat je tisti, ki ima širok besedni zaklad. In ravno zato sta branje in poslušanje tista, ki nas bogatita. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste spoznali, kakšno moč imajo besede. Ali pa prisluhnite pravljici z naslovom Žal mi je, v kateri boste spoznali najboljša prijatelja, ki sta se sprla. Ako sta se iskreno in srčno opravičila drug drugemu, je bilo ponovno vse v najlepšem redu. Otroci, uživajte, lepo se imejte, bodite srčni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau!
Ja, bravo, Filip. Čudovita pravljica, res. Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica nam bo prav vsem segla v srce. Spoznali bomo deklico Izabelo, ki živi v revščini in je s selitvijo na drugo stran mesta postala neopažena, nevidna. Ja, prav nihče je ni opazil. A deklica ima dobro srce, rada ima lepe stvari in ima moč, da svet okoli sebe spremeni. Le kako je to uspelo? Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nevidni. Izabela si je oblekla najljubši pulover. Led je vil po notranji strani okna in se plazil po posteljnem okvirju. Bilo je prekrasno in Izabela je vedno opazila lepe stvari. Morala pa je priznati, da je tudi hladno. Zelo hladno. Veš, pri Izabeli doma si niso mogli privoščiti, da bi vključili ogrevanje. Pri Izabeli doma si marsičesa niso mogli privoščiti. Tudi takih stvari, ki se nekaterim zdijo samoumevne. A Izabela si raje ni preveč belila glave s tistim, česar ni imela. Konec koncev so v njeni družini imeli vse, kar so potrebovali. Imeli so drug drugega. A nato je nekoč zmanjkalo denarja, da bi plačali najemnino in položnice. Izabela in njeni starši so morali zapustiti dom, v katerem so preživeli toliko srečnih dni, in se preseliti daleč na drugo stran mesta. Izabela prvič ni našla nič lepega, kar bi jo razvedrilo. Ta del mesta je bil prav tako kot njeno počutje, hladen, žalosten in samoten. Mimo se je pripeljala družina v bleščavem avtomobilu, vendar so vsi gledali naravnost skozi njo, kot da je sploh ne bi bilo. Zdelo se je, da je tudi drugi imenitno oblečeni ljudje ne opazijo. Izabela se je pogledala in ugotovila, da komaj še vidi svoje roke in noge. Izginjala je. Kaj kmalu je bila že povsem nevidna. Tiho je tavala po ulicah, bleda in neznatna kot sapica. In nihče je ni videl. A zdaj, ko je bila nevidna, je prvič opazila, da so okoli nje še drugi nevidni ljudje. Bilo jih je ogromno. Stara gospa je sadila rože v prazne pločevinke. Neki mož je spal na klopci in v parku hranil ptice. In fant, ki je moral zapustiti dom v drugi državi, je nekomu pomagal popraviti kolo. Vsi so bili videti tako sami. Izabela se je odločila, da jim bo pomagala. Sadila je rože v pločevinke, skrbela je za potepuške živali in pomagala je popravljati stvari. Nato so se ji pridružili še drugi in dan za dnem, teden za tednom jih je bilo več. Več kot se jih je nabralo, bolj vidni so postajali. Kmalu Izabela ni bila samo vidna, postala je živahna in prav tak je bil tudi njen novi dom. In tako je Izabela naredila nekaj izjemnega, nekaj najtežjega, kar lahko v življenju narediš. Spremenila je svet okoli sebe. Odlična pravljica, kaj ne? Pravljica, ki resnično seže v srce. In ogromno otrok po svetu živi kot naša enakinja Izabela. In nima enakih možnosti ter priložnosti kot vsi ostali. A s srčnostjo ter dobrimi deli se lahko nekega dne vse spremeni. Samo poglejte, kako je Izabela spremenila svet okoli sebe. Bravo, Izabela. Seveda pa brez družine tudi ne bi bilo tako, kot je. Prisluhnite še kakšni pravljici v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, uživajte življenje, lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!
Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratna pravljica bo ponovno nekaj posebnega. Namreč ta pravljica je ena izmed najljubših pravljic deklice po imenu Julija. Njena mamica mi je na elektronski naslov moj knjižni koticek @gmail.com poslala prijazno sporočilo z željo, da preberem čudovito zgodbo, ki je napisala slovenska pisateljica Živa Viviana Dorja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Julijini najljubši pravljici z naslovom Deklica in kit. Bil je lep sončen dan. Morje je mirno valovalo, sem ter tja je priletel galeb in se predirno oglasil. Skvik! Na lesenem pomolu je sedela drobcena deklica. Jokala je. Nihče je ni opazil, zato je jokala še bolj neutolažljivo. Iz njenih oči so tekle kristalne solzice. Njene solzice so padale v morje, kjer so se spreminjale v zvezdice. Te zvezdice so plavale vse globlje in globlje in priplavale do velikanskega bitja. To je bil ogromen kit. Lebdel je v mirni morski globini. Njegovi gibi so bili počasni, njegova usta pa tako velika kot tvoja soba. A kit je bil vedno najbolj dobrodušno bitje pod morjem. Zato je tudi vedel, kaj te zvezdice pomenijo. Počasi je priplaval proti gladini. Morje je postajalo vse svetlejše in vse toplejše. Izmikal se je jatam sardelic in pisanim algam, ki so ga lovile za rep. Okrog njega pa so nastajali pisani mehurčki. Kit je vprašal deklico. Deklica, zakaj jokaš? Otroci se naučajo igrati z mano, ker sem najmanjša. Zdaj se počutim čudno in solzicam kar ni konca, mu je odgovorila deklica. Kaj je to, kar občutim? To je žalost, je odvrnil kit. Poslušaj, deklica, je začel. Ko sem bil še otrok, sem bil tudi jaz manjši od svojih prijateljev. Ko bi ti vedela, kako so se mi smejali. Veš, kaj sem naredil? Smejal sem se z njimi. In so me vprašali, zakaj se smejim. Ker sem majhen in simpatičen kot puhasta morska zvezdica, vendar me tega ni sram, ker bom že čez nekaj mesecev tako velik kot vi. Ah, kaj, še večji bom, sem jim odvrnil. Prijatelji so se zasmejali in me objeli. Vidiš? Samo verjeti moraš vase. Deklica je prenehala jokati. Res? Misliš, da bom tudi jaz rasla? Kaj je vprašala? Seveda boš zrasla. Velika boš najmanj toliko kot tvoja mamica, ji je zatrdil kit. Hvala, res si dober prijatelj, mu je zašepetala od blizu in pritisnila poljubček na njegovo hladno lice. Nato sta se poslovila. Te bom še kdaj videla? Ga je vprašala. Mogoče, je odvrnil kit. In res, ni minilo dolgo, ko je deklica spet sedela na pomolu. Gledala je v daljavo, nato pa na morski gladini opazila drobne zvezdice. Uho je prislonila k morju in pozorno prisluhnila. Zaslišala je nekaj nenavadnega. Jok. Kit joče, je ugotovila. Globoko je zajela sapo in skočila v morje. Potopila se je ter odplavala proti temni globini. Kmalu je zagledala kita, ki je mu tovilil naokoli in jo skoraj udaril z repom. Deklica je odkrila, da se je ujel v ribiško mrežo. Kaj se ti je zgodilo? Ga je vprašala. Človek me je ujel, je odvrnil
in iz očesa se mu je utrnila solza. Preveč neroden sem, da bi se rešil. Ni mi več pomoči, je zajokal. Ne skrbi, pomagala ti bom, ga je tolažila deklica. Plavala je okrog kita in razmišljala, kako bi ga osvobodila. Takrat se je spomnila. Seveda, moja lepa sponka za lase, ki mi jo je podarila mamica, je pomislila. Vzela je sponko in z njo prerezala ribičevo mrežo. Mrežo je morje odneslo daleč proč in kit je lahko ponovno svobodno zaplaval. Tako je bilo rešeno še eno morsko bitje. Oba sta bila presrečna. Pridi, skoči na moj hrbet, je veselo rekel kit. Deklica je splezala na njegov hrbet in se ga močno oklenila. Odplavala sta proti površju in kmalu so jo obsijali večerni sončni žarki. Pojdiva še malo naokoli, si je zaželela deklica. Seveda, veš, deklica, pravega prijatelja spoznaš v nesreči, je še rekel kit in z deklico odplaval proti sončnemu zahodu. Ja, kako čudna pravljica, ne? Pravljica, ki resnično seže v srce. In zgodba o prijateljstvu, ki se spleta med deklico in kitom. Zgodba, ki na zanimiv način prikaže pregovor: pravega prijatelja spoznaš v nesreči. In še res je. Le kaj bi brez prijateljev? Julija, najlepša hvala za idejo o zares čudoviti pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Najboljše darilo na svetu, v kateri boste spoznali zajčka, ki je za darilo dobil točno to, kar si je najbolj zaželel. Le kaj oziroma kdo bi lahko bil to darilo? Prisluhnite. Prijazen pozdrav Juliji ter vsem ostalim, ki tako radi poslušate pravljice. Uživajte, lepo se imejte. Čau, čau. Ja, čudovita zgodba. Bravo deklica in bravo kita, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prijela prijazno elektronsko sporočilo Zaline in Anžetove mamice z željo, da preberem prikupno pravljico o krtku. Predlagam, da se udobno namestimo ter prisluhnemo najljubši pravljici Zale in Anžeta z naslovom Krtek Gregor in košček neba. V temni, prijazni zemlji večina krtov veselo koplje. Toda Gregor je hotel več. Želel si je videti svet tam zgoraj. Tam zgoraj je preveliko in presvetlo za majhnega krtka, mu je povedala mamica. Poglej svoje lopataste šape ter svoj ljubki smrček. Krti smo ustvarjeni za kopanje. Krti smo ustvarjeni za življenje tu spodaj. Gregor se je trudil biti dober, vesel kopač. Toda nenehno se je spraševal, ali je tam zgoraj boljše kot tu spodaj. Zato je nekega dne začel kopati gor, gor, gor. In pomolil glavo skozi luknjico tam zgoraj. Ostrmel je nad živahnim svetom. Bil je nenavaden in nov. Bilo ga je strah. Potem je pogledal v nebo. Bilo je mirno in modro. Bilo je čudovito. Zaželel si je, da bi lahko imel svoj košček neba. Potem pa je od nekje visoko zgoraj nekaj padlo na zemljo. Nekaj gladkega, okroglega, toplega in modrega kot nebo. Hvala, je zašepetal Gregor. Pazljivo je pobral svoj košček neba in ga odnesel dol.
Poglej, mami, to je od tam zgoraj, je rekel. Zaželel sem si nekaj tiste čudovite modrine in padla je k meni. Gregor je pazljivo čuval svoj košček neba. Povsod ga je imel s seboj. Nekega jutra je košček neba začel trepetati. Iz njegove notranjosti se je zaslišalo kljuvanje, ki je bilo vse glasnejše. Potem pa se je nenadoma razlomil in iz njega se je prikazala majhna, grda stvar. Privila se je k Gregorju in začivkala. Kaj pa je to? Je vzkliknil Gregor. Otročiček je rekla mama, in potrebuje ljubezen. Gregor je kmalu imel veliko razlogov za kopanje. Njegov otročiček je potreboval črve in ličinke, zato je kopal in kopal, da jih je našel. Potem je otročiček postal prevelik za svoje majhno gnezdo. Poiskati mu je moral novo. Otročiček je še vedno rasel, zato je skopal še eno in še eno. Gregor je z veseljem kopal, kajti otročiček ga je imel rad in on je imel rad njega. Medtem ko je Gregor delal, mu je otročiček prepeval in mu pomagal. Toda otročiček ni bil narejen za kopanje. Ni imel pravih šapic, zato sploh ni mogel kopati. Žalostno je začivkal. Otročiček joče, je Gregor povedal mamici. Želel si je, da bi bil spet srečen. Mamica ga je tesno objela. Moral boš biti pogumen, da ga boš osrečil, je rekla. Kajti otročiček je ptica in ne sodi sem dol, sodi tja gor. Zato je Gregor kopal in kopal in kopal tja gor. Otročiček je stresel zemljo s kril ter veselo zaprhutal. Ptica je prhutala in prhutala, dokler ni poletela. Gregor je opazoval, ter bil ponosen in žalosten hkrati. Čiv, zakaj si žalosten? Ga je vprašala ptica. Ker boš nekega dne odletela še višje. Modrina te bo zaslepila in mogoče boš pozabila priti dol, je rekel Gregor. Ptička se je stisnila k njemu. Čiv, nikoli te ne bom pozabila, je rekla. Nekega svetlega jutra je ptica, čisto taka kot njegova, preletela nebo. Njegova ptica je poletela k njej, da bi jo pozdravila. Gregor jo je opazoval in vedel je, da mora biti zelo pogumen. Ko je priletela nazaj, jo je poljubil. Nisi več otročiček, je rekel. Čas je, da odletiš z drugimi pticami, kamor sodiš. Čiv, toda potem boš ti žalosten, je vzkliknila ptica. O ne, jaz bom veselo kopal in mislil nate tu zgoraj, je rekel Gregor. Ptica ga je objela. Potem pa poletela v nebo. Večina krtov je najsrečnejša, kadar koplje. Toda včasih majhen krtek pride tja gor in posluša petje, ki prihaja z neba. In se nasmehne. Ja, zelo simpatična pravljica, kaj ne? Tale Gregor je pa res prikupen, nadvse prijazen, predvsem pa nenavaden krtek. Namreč njegova radovednost, močna želja ter vztrajnost so mu pomagale pri uresničitvi njegovih sanj. In ne samo, da je videl živahen svet okoli sebe, še košček neba mu je padel na zemljo. In kako lepo je skrbel zanj, bravo krtek. Krtko pa tudi vse čestitke za pogum, da se je zmogel posloviti od svojega koščka neba. Hvala pa tudi Zali in Anžetu
za idejo o zares prikupni ter poučni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici o nenavadnem prijateljstvu z naslovom Deklica in kit, ki je prav tako zelo srčna pravljica. Prijeten pozdrav Zali in Anžetu ter seveda vsem ostalim, ki spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Krtek, odlično si bral. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali potrtega medveda, ki ga je osrečila čudežna palica. In kmalu se je v mestu razširila novica o tej posebni palici, ki so si jo zaželele prav vse živali. Me res zanima, kako se je razpletla ta pravljica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Jupi, palica. Miška je sedela ob rečnem bregu, ko je mimo prišel medved. Videti je bil žalosten. No, včasih pač ne gre drugače. Zato pa je bila Miška videti srečna. Izgledaš potrt, je rekla. Kaj je narobe? Pusti me pri miru. Jaz sem žalosten, ti pa si videti srečna, je zakotrnjal. Bi mi povedala, zakaj si tako srečna? Nič nimam proti, če ti povem, je rekla Miška. To je zaradi te palice. To je Jupi palica in ni nekaj posebnega. Kdor jo ima, postane srečen. Res? Je bil presenečen medved. Mi jo daš? Mogoče bi me to celo razveselilo, je rekla Miška. Čeprav sem zelo navezana nanjo, ti jo posodim. Ampak mi jo vrni, ko je ne boš več potreboval. Medved je bil presrečen, ker je imel palico. Vrnil se je v mesto in si na poti požvižgaval. Kaj se pa tako trapasto smejiš? Ga je vprašala stara koza, ki je stala na avtobusni postaji. To je zaradi palice, je rekel medved. To je prav posebna palica, ki te osreči. Presrečen si lahko, da jo imaš, je zagotrnjala koza. Tudi jaz bi jo potrebovala. Žal mi je, ne morem ti je dati, je rekel medved. Samo eno imam in ni na prodaj. Na avtobusno postajo so prišle tudi druge živali in se pogovarjale med sabo. Ste slišali? Je rekel jazbec. Obstajajo prav posebne palice, ki te osrečijo. Zelo malo jih je in najbrž so tudi zelo drage. Res? Se je začudila ovca. Slišati je, da so nekaj posebnega. Takoj bi eno kupila, saj zadnje čase nisem preveč srečna. Si je mislil lisjak, ki je ujel pogovor. Pridite jutri na trg, pa bom videl, kaj se da storiti. Mislim pa, da vas lahko vse osrečim, je rekel in se potuhnjeno nasmehnil. Naslednjega dne je bila na trgu okrog lisjaka in njegovega voza strašanska gneča. Lisjak je dvignil palico in glasno rekel. Pridite po svojo Jupi palico, čudežno palico, ki vas bo osrečila. Imam jih 100 in vse delujejo. Živali so se gnetle okrog njegovega voza. Vsi, ki so uspeli dobiti palico, so bili zelo veseli. Vsi, razen male koze, ki je palico dobila od svoje mame. Mala koza palice ni hotela, zato je začela meketati. Pa hej, jaz sploh nisem srečna, ta palica ni prava. In živali so druga za drugo pogledale svoje palice. Opazile so, da tudi same niso tako srečne, kot so upale. Lažnivec,
so jezno kričale na lisjaka: "Denar hočemo nazaj!" Lisjak se je hitro povzpel na vrh voza. V tistem trenutku pa je mimo prišel medved, ki je žarel od sreče. Lisjak je zakričal: "Samo osrečiti sem vas hotel. Poglejte, tam je medved. Vso srečo skriva v svoji palici, ampak je noče z nikomer deliti." Vsi so se ozrli v medveda, medved pa je bil presenečen, ker se je znašel v središču pozornosti. Nenadoma so vsi kričali drug čez drugega, dokler ni županja mesta stopila k medvedu. "Lisjak ima prav," je rekla. "Sreča ni nekaj, kar bi lahko zadržal samo zase. Moraš jo deliti. Zato v imenu mesta zahtevam, da mi izročiš palico. Odnesli jo bomo v muzej posebnih stvari. Vsakdo, ki bo kupil vstopnico za muzej, bo lahko užival v sreči, ki jo prinaša palica." In tako so živali skupaj odnesle palico v muzej. Z roko v roki sta jih vodila županja in direktor muzeja. Medved pa je ostal zadaj. Izgubil je palico in v trenutku se je spet počutil žalostnega. "Kako naj povem miški, da nimam več palice?" ga je zaskrbelo. Tako zelo je bila navezana nanjo. Ves nesrečen je brcnil v kamenček. Toda kamenček se mu je zdel lep, zato se je odločil, da ga bo pobral. "K miški grem, zato ne morem priti praznih rok," si je mislil. Ves žalosten se je vrnil k reki. "Kako potrci videti," je rekla miška. "Kaj se je zgodilo?" Medved je okleval. Bojim se, da sem te razočaral. Palice nimam več. Zdaj je v muzeju posebnih stvari in tam osrečuje vse ljudi. Zelo mi je žal. Samo ta kamenček ti lahko dam." Miška je vzela kamenček. Nato se je začela hihitati. "Zakaj se smejiš?" jo je vprašal medved. "Zaradi kamenčka?" "Ne," je rekla miška. "Smejim se, ker palica sploh ni bila nič posebnega. Bila je čisto navadna palica. Hotela sem te samo razveseliti in uspelo mi je." Miška se je spet zahihitala. In tudi medved se je začel hihitati. Miška se je zasmejala. Tudi medved se je zasmejal. Miška se je tako glasno krohotala, da se je moral krohotati tudi medved. Med smehom mu je izpod zadnjice ušel golobček. Potem sta se šele smejala. Po licih so jima tekle solze smeha in medved je pozabil na svojo žalost. Potem pa sta nenadoma za seboj zaslišala glas. Bil je osel in videti je bil zelo žalosten. "Zakaj se pa smejite?" jo je vprašal. Medved si je obrisal solze smeha in rekel: "Lahko ti povem, smejiva se zaradi tega kamna. Zelo poseben je. Nasmejite. Si ga želiš izposoditi?" Naravnost simpatična sta. Sama vsebina pravljice pa nam sporoča, da imajo tudi majhne stvari velik pomen, ter da se sreče žal ne da kupiti. Sreča leži v nas samih. In če bomo pozitivno naravnani, nas bo sreča spremljala prav povsod. Kaj ne? Zares luštna pravljica, kaj ne? Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček ter prisluhnite še pravljici Kamenček želja za Lili, v kateri boste spoznali deklico, ki v snegu zagleda lesketajoč se čudežen kamenček. In naj vam samo prišepnem, da je kamenček res čaroben, se lahko uživi sneženega moža. Prijazen pozdravček vsem
In če vam bo kdaj težko, se le spomnite na medveda ter njegovo jupi palico. Lepo se imejte, čau, čau!